Katja, pozdravljeni. Lep pozdrav. Danes ste v Kavčku govorili o pravični trgovini s kavo. Kava je vaše področje. Tako je. Povedal nam boste nekaj več o tretji generaciji kave. Kaj je to tretja generacija kave? To je v bistvu izraz, ki se nekako uveljavlja predvsem na trgu v Ameriki, Nemčiji in drugih večjih državah, kjer je ta način že bolj vpeljan. V Sloveniji nekako se začenja ta trend third wave coffee oziroma kava tretje generacije. To v bistvu pomeni, da ne gremo v neko industrijsko proizvodnjo kave, pač pa gremo v bistvu uvažamo kavo direktno od proizvajalcev in kavo pražimo, vedno svežo nudimo na trgu in v bistvu na ta način ljudem tudi pokažemo, da ne obstaja samo ena vrsta kave, ampak je kava zelo pestra, v smislu veliko različnih okusov, različnih arom, kot recimo pri vinih, ki je mogoče že malo bolj razvito področje v Sloveniji. Torej, v čem je v bistvu različna ta kava? Po okusih, po učinku? Pravzaprav mogoče še ena osnova. Prva generacija je bila kave, ko je bila kava neko luksuzno blago, ki je bilo težko dobiti. Se pravi, da so jo imeli tisti ljudje, ki so imeli več denarja oziroma so jo mogoče, če lahko rečem, prešvercali čez mejo. Potem je prišla druga generacija kave, ki je v bistvu kavo naredila vsakdanjo dobrino in tudi za zelo dostopno ceno. Se pravi, gre tukaj za masovno proizvodnjo in pakiranje, v bistvu ne vemo, od kje kava prihaja, koliko časa je od praženja. In sedaj ta tretja generacija, o kateri govorimo, pa v bistvu delamo na tem, da vemo, iz kje kava pride in v bistvu kdo so ljudje, ki so jo pridelali oziroma predelali, in tudi na nek način razvijamo kulturo pitja kave, različne vrste priprave, od espresso načina do turške priprave, Chemeksa, filter kave. Se pravi, ta kultura pitja kave je v bistvu tudi nek način obred in na nek način da možnost raziskovati različne kave na različne načine priprave. Koliko skodelic in katere kave je primerno na dan? Jaz nekako priporočam 2 do 3 skodelici kave na dan, tudi kaj več, ni nevarnosti, ni dobro pretiravati. Katera kava pa je v bistvu ravno to zanimivo, da mogoče damo priložnost kavi in različne vrste kave pijemo in želimo vedeti vedno več, da se ne ustavimo pri znamki, ampak da želimo tudi mogoče vedeti kaj več, od kje kava pride, ker v bistvu zrna nosijo v sebi zgodbo, od kje so zrasla, na kakšnem podnebju, kako so bila pridelana, oziroma predvsem to, mogoče, da pijemo kavo, ki je sveže pražena. Tudi tu je svojevrstna posebnost, ker kava recimo v roku 3 tednov do meseca dni ima tisto najvišjo stopnjo različnih arom, okusov in potem ta krivulja strmo pada. Hvala lepa, Katja. Hvala tudi vam.